Ja, en lep pozdrav. Danes je za me kot malo posebno dan, ker se bolj poredko zgodi, da skupaj predavava. To je privilegij tako za me, kot tudi za vas, tako da boste vedeli, ni to pogosto. Slišali boste še kakšen drug vidik. Malo, se reče, žensko dušo na tem področju. Kolegica ima ravno tako veliko izkušenj in osebnih, poklicnih, zanimivih. Bomo slišali tudi kakšne rezultate dela in tako. Zdaj pa k sami temi. Medgeneracijska sreča, velika razlika je, kako se jaz spravim k določenim razmišljanjem, k določenim delom, k določenim akciji. Že na samem začetku, kako se stvari sploh loti. Zelo je pomembno, kako se je loti. Če razmišljamo o svojem otroku, ki ga občasno dam recimo v varstvu detku ali babici, ali če razmišljamo o svojem otroku, ki ga dajem v varstvo svoji tašči. Ja, to je velika razlika. Kar naprej. Zdaj še prihaja. Niso zadnje. Velika razlika je, kako se pripravim jaz k razmišljanju, kako se pripravim k poslu, kako ocenjujem, vidim, kaj čaka mojega otroka in kaj čaka mene. Pomembno je tudi, kako vidim, kako imam strukturiran svoj čas. Ali sem že zbolel za hudo bolezni, nalezljiva je, hudo nalezljiva, reče si nujnoritis. To znate. Vse je nujno, vse je mus, vse se mudi, ni časa za to, ni časa za uno, ni časa, če prej ne, ko greste v penzijo, penzionerji zbolijo s prvo, z odložbo, s prvih dnem, ko ostanejo doma, je že nujnoritis. Ker se poznate, upokojenski pozdrav, nimam časa. Ne rečejo več dober dan, ampak pove najprej, da nima časa. Tako se nam mudi, mudi se nam staršem, mudi se nam otrokom. Nam se sploh mudi, kadar imamo mehkega otroka. Ko je rojen, joj, kdaj se bo smejal? Nikakor ne moramo dočakati, da bi se otrok smejal, in ko se začne smejati, joj, kdaj bo sedel? In se nam mudi, da bo sedel in ne razmišljamo o tem, ali je otrok dozorel fizično, ampak bi ga kar posedali. Najhuje je, če imate vi kakšnega dečka, ki malo počasneje dozorela, v primerjavi z recimo vašo sestro, ki je skoraj hkrati rodila, kakšen teden prej, njena punčala že zdavne, se oglaša na druge načine, se smeje, gruli, vaš pa še kar debelo gleda. In potem čakate, kdaj se bo smejal, in ko se začne smejati, in potem se posede in imamo že naslednji projekt, kje bomo dobili tisto pasjo okrog vrtu, da bom hodil z njim, čim prej mora hoditi. In bogi starši danes ne vedo, posebej za fante velja, čim dlje jih je treba pustiti, da plazijo. Se je tudi ne vem, če ste opazili, da ni več za dobiti hojc v trgovinah, ste opazili, da jih ni naprodaj več. Ampak to gre zdaj iz družine v družino, kot dediščina, ne? Da je kakšna škoda preč, da pride z ukrepi, je treba to dajati naprej. Namreč, če najpnega fantiča, tam 7-8 mesecev starega postavite v hojco, se bo začel premikati po prostoru, ampak premikal se bo tako z obema nogama sočasno nazaj. To je pač njegova zrelost in potem pade po štengah. Medtem ko deklico v isti starosti, že ko jo dvignete in začnete postavljati, ona ima že v prvi predstavi. In če jo postaviš
noter, ona se toliko časa se premika, da se nagne naprej in se počas poganja naprej, pa ne so nožno, ampak z eno roko. Zrelost je drugačna, zreli so možgani, povezave so pri deklicah drugačne, kot so pri dečkih in tako ostane. Ja. Mogoče se bo pesno slišalo, ampak največje razlike med moškimi in žensko so od ramen gor, ne od ramen gor. Od ramen gor, tam so največje razlike, od tod tudi toliko težava, ne? In toliko stvari, ki se zgodijo potem neplansko, čisto neplansko. Ampak to, kako jaz planiram in da se moji načrti uresničujejo, to pogosto lahko tudi pomeni, da iz tega razloga vam je doživljam življenje kot zadovoljno, kot srečno ali pa kot nesrečno. Če si naložim preveliko breme, sem nesrečen, zato ker nisem uspel tega narediti. Če si naložim premajhno breme, ugotovim to in sem nesrečen, vse ni vse skupaj nič narejeno, mislim, lahko bi več. In spet nisem zadovoljen. Pomembno je, koliko sem jaz vložil truda. Mora biti primerna količina, ne? In rezultat. Če še enkrat obnovim, mislim, da sem letos dvakrat povedal, da ne bo dobre stvari so tri, smo različni, kot so bili naši starši. Naši starši, kaj želimo mi otrokom, želimo, da bi bili zdravi, želimo, da bi bili uspešni in želimo, da bi bili srečni. To so tri kategorije želja sodobnega starša. Naši starši nam niso želeli tega. Želeli so isto prvo kategorijo. Želeli so, da bi bili zdravi. Potem so pa želeli še, da bi bili delovni in da bi bili pošteni. Danes jim pa želimo uspeh in srečo. Brez delovnosti in brez tega, da bi do tega prišli pošteno. Ne bom nič o politiki. Ja? Torej, vsaka družina, vsaka družina mora imeti en svoj načrt in svoj plan. Najprej tista osnovna matična družina, se pravi, starša pa otroci. Kaj to je, kaj mi pričakujemo, kaj želimo, kaj smo pripravljeni v to dati in kje potrebujemo ali neko rezervo, ali neko pomoč, ali nekaj, kar bo nam omogočilo, da naredimo iz življenja eno piko več, kot je, da ga obogatimo. In seveda potem treba najti, po vsej logiki, treba najti vire za to. In ti viri pogosto niso denar. Ti viri so enkrat čas in drugič še kakšna druga oseba, ki poskrbi. Zdaj, v tem bi jaz te prepustil, da boš kaj več rekla o tistih, ko se reče, osebah, ki naj bi imele čas, to predvidevamo, da ga imajo in pogosto tudi zelo dobro pomagajo našim zdajšnjim družinam z majhnimi in z večjimi otroki, pa vprašanje, ali znamo to ceniti. Načrt mora pa vsekakor biti, ta mora biti jasen. Mi moramo vedeti, kam hočemo priti. Če veš, kam hočeš priti, potem enkrat veš, da si prišel. Če ne veš, kam si namenjen, nikoli nisi na cilju, tavaš okrog. Si izgubljen. Zato tudi vmesni koraki, kaj bi radi letos, kaj bi radi. Fino je, če si želiš, da bi otrok, ki je zdaj star 6 mesecev, fino bi bilo, da bi imel doktorat. Seveda je fino, da bi ga imel nekoč. Ampak zato bo treba ta prvo, tiste čisto osnovne stvari. V enem letu ga že učimo osnov komunikacij, kulture, ga že dobro naučimo, kdaj je treba reči pa, kdaj je treba reči dober dan in podobne stvari. Tisto, kar zelo pozabijo, pa 11, 12, ne, hvala, nasvidenje, prosim. Vse veste, to se pa pozabi, nekako pride iz mode. Ne. Začnemo tam, lepo, počasi, po vrsti. Kaj bo kdo opravil? Kam ga bo kdo usmeril? Kdo od nas bo kakšno stvar naredil?
kje je še vse ostalo, kje so otrokove izkušnje, o katerih zdaj še nisem nič omenil, življenjske izkušnje, ko rabiš nekoga, da je zraven z njim, da se otroku in z njim njemu dogaja, to je pa druga še naprej. Eno od osnovnih vprašanj je, koliko časa je potrebnega. Torej, koliko je tistega časa, ki ga moram jaz posvetiti posameznemu enemu otroku. Dnevno, mislim, da sem prišla do enih podobnih ugotovitev, približno, res posamezniku, enemu, se treba posvetiti vsaj 20 minut. To se sliši zelo malo, ne? Ampak gledajte, vsak dan. Če jih imate 4, ja, to pomeni, da boš ostale 3 takrat pustiti pri miru. Ne se z ostalimi 3 ukvarjati. Ne se s psom ukvarjati, ne se s telefonom ukvarjati. Posvetiti se otroku. V celoti. Ni nujno, da sem to jaz, ni nujno, da je to moja žena, ni nujno, da je to babica, ni nujno, da je to dedek, eden ali drugi. Mogoče ima kdo razkošje, pa sta oba, pa blizu sta doma, je vseh 6 ljudi nekako na dosegu rok ali pa neke take kratke vožnje z avtom. Rabim pa potem načrt. In v tem načrtu, ko nastaja, je treba vedeti, da tisti, ki bo dobil otroka, prevzame odgovornost in hkrati dobi breme, oni drugi, ki ga pa slučajno zdaj ni dobil, pa dobi vprašanje, a jaz pa nisem dovolj dober. Ni rečeno, da je pripravljen prevzeti breme. Pripravljen se je pa sekirati sebe in vas za to, zakaj pa meni pa ne. To je tisto naše, to je človeško. Pa čeprav gre morda samo za 20 minut polne pozornosti, ki jo posvetim eno samemu otroku. Kako vemo, da je zadost, da je dovolj? Eni otroci dajo občutek, da nikoli ni dovolj. Tisti, ki so razvajeni že od malega in ki so odvisni od programov. Nekateri starši že vozijo otroke. Zjutraj v vrtec ali pa v šolo in potem popoldan. V ponedeljek gre na plesne ulice, v torek gre k ritmični gimnastiki, v sredo hodi na lokostrelstvo, v četrtek gre jahat, v petek v malo glasbeno šolo in v soboto gre k gasilcem. Vmes je enkrat še verouk, pa tako naprej. Kaj se kakim staršem dogaja? Mama se ne imenuje mama, ampak se reče taksi mama. Posebej, če je več otrok. Takih. To je taksi mama, to je prvo. In drugo, kaj se zgodi s tem otrokom, ko pride domov? Mama ga pripelje domov in ta isti otrok reče, mama, kaj bova pa zdaj delali? Ne reče, kaj ne pa zdaj počnem, ali pa kaj bom jaz počela, ali pa da ima idejo, jaz bom pa tole zdaj ne. Še vedno pričakuje, vse je treba pripraviti. Če hoče barvati, je treba pripraviti list, je treba pripraviti barvice, je treba pripraviti vodo, je treba pripraviti radirko, je treba pripraviti papir, je treba curnico za obrisati, je treba nekaj, da bo prerisala ven, mislim, ni konca. Medtem ko drugi otrok, ki je samostojen, reče, jaz grem brisati, najde papir, najde prazno kuverto, vpraša, a lahko, in samo pokimate in on začne in riše brez predloge nekih iz glave. Mogoče je narisal pri 7 letih 66 panda medvedov, in seveda, zdaj nekdo mora te medvede zbrati, nekdo jih mora dati pod papir, tiste okvirje, kaširati, stekla češče treba narediti razstavo, tudi če je 15, je dovolj, da to postane nekaj vredno. Kaj bomo zbirali? Ali bomo zbirali vse? Vsako leto otrok naredi za tako ogromno škatlo, od ta škatlo izdelko. Imate prostor v stanovanju. Ali bo treba selekcijo delati? A smo se naučili, treba nekaj vreč stran, reči, tole so smeti, čeprav je moje zlato tole naredilo. A veste, da ne boste mogli vsega hraniti? Torej, časa je dovolj, ko boste vi rekli, dovolj je. Vi boste rekli, dovolj je. Vendar ga boste verjetno razporedili svojega otroka še k komu drugemu, partnerju, babici, detku,
nismo še rekli o tetah in stricih, ki so zlata vredni, posebej strici, pravi strici. Mamin, brat in tako naprej, posebej, če se je zgodilo, da je mama ostala v tem vrtincu življenja sama s fantom. Fant je rabil moški lik, in tak. Stric je glih ta prav. In če je še malo trd, malo neroden. Ja, to bučmani rabijo, to besedno, Drugo je, če je ata doma, ki je stalno prisoten, vsak dan tam ta stric, pa ni čisto vsak dan tam postavi neke meje na en popolnoma drugačen način, kot jih postavljamo drugi. Ne pozabi tistega pregovora za enega fanta gor spraviti, rabiš za celo vas ljudi, da odraste. Toliko stikov z različnimi osebami bi bolj imeti. Zdaj bi pa jaz kateri prepustil. Jaz vas tudi lepo pozdravljam. Prihajam malo bliže kot gospod Juhan iz Slovenj Gradca. Sem že približno 20 let zaposlena kot pogodbeginja in svetovalna delavka na osnovni šoli. Tudi sama mama 2 otrok. Zdaj sem že tako velika, da bom žena vzdolj gledata oba. Eden je že na študiju, drugi bo šel drugo leto, če bo vse po sreči. Spregovorila bom danes nekaj tudi o babicah in detkih, nekaj pa tudi o vzgoji nasploh, ker v bistvu v svojem življenju imam to priložnost, da živim v bližnji soseski z mojimi starši, se pravi, da ima moj mož to srečo, da tašču vidi vsak dan. Kar je velikokrat ni razlog za največjo srečo, ampak takrat, ko je priskočila v vsaki situaciji, ko so bili otroci majhni, imam veliko od doma, takrat je bila pa v bistvu veliko vredna. Če govorimo o času, res je, da sodobne generacije staršev z mano vred, zdaj po to pokrog hodim in predavam, nimamo veliko časa biti doma s svojimi otroki, svojo družino. Na srečo so moje že tako velike, da si lahko privoščim to odsotnost, ko so bili manjši, se je verjetno ne bi mogla. Ampak tudi današnje službe in to hitenje nas nekako zavezujejo na to, da smo na več koncih hkrati. Najkrajšo pa tu potegne otrok, ker neprestano hiti od jutra. Jaz gledam zjutraj, ko sem v šoli, v kabinetu, te mamice, ko prihajajo v šolo in vlečejo za sabo te prvošolčke, on tek leti za njo, da ko mi dohaja, tisto torbo mu premeča po hrbtu, ker se mamci tek mudi v službo. In tisti naglici, seveda mamica otroka sleče, otrok sam stoji kot en robot, ona mu vse potegne dol, ga posadi, mu čevlčki sezuje, ga pošlje v razred in to je to. Vsako jutro tista naglica, ampak potem, ko pride po njega, že po službi, ko bi mislil, zdaj pa mamca imela čas, spet hitro ga spoka in gre sta domov. In potem to mamico vidiš, ko gre po cesti, drži otroka in se ne pogovarja z njim, kaj je bilo v šoli, ste bili kaj zunaj, kaj si doživel. Ona takrat vzame mobitel in čeka 15 minut, 20 minut do doma svojo prijateljico ali z ne vem kom in izgublja dragocene minute. Jaz vem, da v dnevu res ni veliko časa, ki ga lahko namenite samo v otroku. Ampak veliko kaj se zgodi vmes, na poti iz šole, na poti v glasbeno šolo, tam, kjer spremljate vašega otroka, tam, kjer ste mame ali očetje šoferji. Ne izgubljajte tistih dragocenih minut. Jaz sem zelo žalostna, ko vidim mamo z vozičkom ali pa mamo z otrokom, ko drži tisti telefon in jo gledaš in jo gledaš in jo gledaš in ona kar govori. Kadar imate priložnost, da ste z otrokom bodi si na sprehodu, da greste iz šole domov, takrat vas ima lahko otrok samo zase. Pa če je to 10 minut, je to za njega dragocenih 10 minut. Tistih 10 minut, ko hodite do doma, ni treba kuhati, ni treba likati, ni treba se ukvarjati z drugim otrokom, ki je že doma, ni treba gledati domačih nalog. Resnično imate takrat 10-20 minut namenjenih samo vašemu otroku. In otrok točno ve, če ste takrat tistih 20 minut res tudi miselno z njimi. Če se z njim pogovarjate in takrat tudi razmišljate o tem, kar govorite. Mene včasih sin dobi zraven, potipkam nekaj na računalnik zvečer in me nekaj sprašuje. In mu jaz, seveda, brez da bi se sploh posvetila temu, kar mi govori, nekaj na hitro odgovarjam. In ko me postavi eno nemogoče vprašanje, pa reče, jutri grem pa jaz v New York, pa jaz rečem, ja, pa reče, vse sem vedel, da me ne poslušaš. Vse vas berejo. In tudi takrat, ko se boste vi sprehajali z njim, dejte se takrat pogovarjati. In če imate že šolske otroke, ne ga po poti iz šole domov zaslišovati, kako oceno si dobo, kaj boš jutri vprašan. On takrat si komi oddahne, če je to že v višjem razredu ali kakorkoli 4. razred, on si takrat oddahne od šole.
Vi tudi, ko prijete iz službe, niste pripravljeni doma v naslednji minuti v službi debatirati. Mogoče zvečer. Takrat pa si nekako preobremenjen. Tistih 20 minut izkoristite za pogovore o drugih stvarih. Samo ne v šoli. O prijateljih, o glasbeni šoli, kako je bilo zadnjič na rojstnem dnevu, kam še gre. O vsem drugem samo naj ne bo tema razgovora šola. Ker če vprašate otroka, kako je bilo v šoli, verjetno veliko krat reče vedno isto, v redu. Vsaj moja dva. V redu, to pa čez 2 dni pa v sošolcem zvem, da vem, da je bil en moj vprašam, pa da je naredil seminarsko nalogo, ampak v tistem trenutku mi ni pripravljen povedati. Mogoče pa zvečer, ko se stisnete k njemu, takrat pa začne, veš, danes v šoli smo pa to, takrat je pa potem čas, da vi razvijete debato tudi na temu šola. Ne? Ampak te minute, ko ste z otrokom, izkoristite jih za pogovore o čem drugem, ne o šoli. Zakaj je to tako pomembno? Glejte, pri nas na šoli smo imeli enega fanta, ki je bil, a si ti ne že kaj mogoče razlagal tu, da ne bom, da to mažem, ne. Ki je bil en tak vesel četrtošolc. Vedno si ga videl, ki je na hodnikih, malo je tekal, malo se je smejal, ampak nikoli ni bil pri meni v svetovalni službi, kar pomeni, da ni bilo z njim nobenih problemov, da ni imel ne učnih težav, ne težav z vedenjem, videvala sem ga pač na hodniku. Ne. In potem opazim čez nekaj časa, da se ta fant začenja spreminjati. Ne. Da kar naprej koga potiska, da učiteljica v bistvu pozdigne glas na njega in naenkrat ga vidim potem v šole prihaja s kapuco na glavi in je skoraj ni več hotel dati dole. Ne. In takrat sem jaz vprašala razredničarko, kaj se dogaja s tem fantom. In je rekla, popusto je na celi črti, dobiva same enke, dobiva dvojke, mamo kličemo v šolo, naredimo načrt, ampak doma se nič ne spremeni, fant je še vedno brez nalog, še vedno ima slabe ocene, vedensko se je spremenil, nagaja, skratka, postaja zelo nemogoč. Ni mi bilo vseeno, ker me je bilo strah, da bo zdrsno navzdol, z ocenami in z vedenjem in da bo ta samopodoba znižala do take mere, da ga bo zapeljalo kasneje v kako slabo družbo. In sem prosta to razredničarko naj pokliče k meni to njegovo mamico, da se še midve pogovoriva. Ne? In jaz sem potem to mamo vprašala, čisto preproste vprašanje. Ko se je usedla k meni, sem res rekla, gospa, a mi lahko poveste, kdaj ste vašemu otroku nazadnje rekli, da ga imate radi. In mama se je globoko zamislila. In nekaj časa razmišljala, potem so se je vile pa kar debele solze. In je jokala kar nekaj časa. Ko se je zjokala, je rekla, pravzaprav vam moram povedati, da ne vem kdaj. Zato, ker se zadnje leto vrtimo samo okrog slabih ocen, samo okrog njegovega negativnega vedenja in ker imam doma še 2 mlajša otroka, se pretežno ukvarjam z njim, tudi nežna sem bolj z njima, ker sta še majhna in to potrebujeta. A mislite, gospa, da vaš večji otrok pa vaše nežnosti ne potrebuje? Seveda jo potrebuje, ampak jo od mene ne dobi. Vsak dan so se pogovarjali samo o šoli. Vsak dan so se pogovori vrteli samo okrog negativnih ocen, okrog tega, kar je bilo v šoli slabega. Ni čudno, da se je deček s kapuco skril pred svetom. In takrat sem dala mame eno nalogo. Prvič to, da bo svojemu sinu povedala z besedami in z objemom, da ga ima rada. Da bo začel sprejemati vse ostalo, kar bo sledilo. In druga naloga, ki sem jo dala, da 20 minut na dan posveti svojemu sinu, ona ali oče, vsak dan nekdo, brez da bi v tem času šola obstajala. Torej, 20 minut na dan pogovorov, kako je pri gasilcih, kako je zaljubljen, katera punca mu je všeč, samo v šoli ne. Potem pa naj mu ponudijo pomoč pri pisanju domačih nalog, toliko, da zleze na zeleno vejo. Kaj se je zgodilo? Čez en mesec je prišla k meni mama, povedal, kak je rezultat, ampak jaz sem že vedela, ker po enem mesecu sem videla na hodniku spet nasmejanega fanta, ki je bil postopoma tudi brez kapuce. Šla sem pogledati v redovalnico, njegove ocene so se postopoma začele dvigati. Pa nič velikega ni bilo potrebno. Starša sta mu samo dala vedeti, da ga imata rada, kljub temu, da on ima slabe ocene, da se nemogoče obnaša. Skratka, njegovo vedenje sta ločila od njega samega in mu povedala zelo pomembno informacijo, da ima kljub temu še mar zanj. In pa posvetila sta mu 20 minut svojega časa, v katerem sta spoznala, kaj rad dela, kje je močan, kaj so njegova močna področja,
in na tistem so začeli graditi naprej. Fant je zdaj zelo uspešen petošolec. Brez slabih ocen, brez vedenjskih izgredov, dobil je spet tisto mesto v družini in dobil je tisti prepotreben čas. Pa poglejte, kako malo je bilo treba. Malo se bomo skozi sličice se bomo sprehodili. Kaj zdaj to pomeni? Od malega začneš, ne? A poznate igralca? Pa si vzamejo časa, ne? Malo zaradi tega, ker jih opazijo in jih slikajo in so popularni, to je del reklame in zelo uspešne reklame, ne? Dolgo časa je bilo v reklamnih vodah prepovedano uporabljati dojenčke, ne vem, če veste, še 20 let nazaj jih niste videli na sliki dojenčke, slepane se ni smelo. Na zadnje 2 leti nazaj so dali v eno reklamco, luštno, strašno sladka reklama je bila in deček, ki je zelo seslov, je začel nekaj razlagati, in je takoj vum na internet vprašal, če vedo, kaj delajo, da bo pol otrok, ki bodo kopirali. Reklama je sicer uspešna, ampak delajo škodo otrokom in tako skensla. Neverjetno, veste, pozna se. Jaz sem tukaj gledal, da sem tudi na Pop TV, to časa gnavo, da se umno teto, ko zvečer predava, ki je imela težavo s stranskim govorom, se spomnite, jedan novinar, pa zdaj pa to bolje govori. Ne vem, če od tega, definitivno. Treba kaj narediti, mnogo ljudi se tudi ne predstavlja, sami ne vedo, da je pomoč mogoča, tudi če si že odrasel, da tudi odrasli včasih rabimo kakšno pomoč. Vsi si mislimo, otrokom je treba pomagati. Ja, ampak tudi odraslim je treba včasih povedati, da se da kaj narediti. Kdaj je treba začeti, koliko je treba začeti in kdaj se služba neha. Do kdaj ste starši? Do smrti. To je, ko imaš otroka, je to življenjski projekt. Definitivno. Če je normalen vrstni red, boste vi prej umrli kot vaši otroci. To se pravi do svoje smrti. Ona druga verzija je bolj žalostna do otrokove smrti, da si starša. Ampak tudi to je lahko en del življenja. A je normalen? Ni, a ne? Seveda ni. Pa vendar, to je del možne resnice. Se zgodi. Nekateri imajo tako življenjsko zgodbo. In potem, ko se z njimi pogovarjaš, kaj povedo o tem otroku? Jaz na žalost imam kolegico, ki je izgubila otroka 20 let starega. Tako kot pravijo tisti pregovori, nikoli se ne očitam, da stvari sem jih naredila. Za nobeno mi žal. Žal mi je za vse tisto, kar mi ni uspelo z njim. In se pojavi nekaj drugega, kar misliš, da je bolj pomembno. Enkrat je pomembno stanovanje, enkrat je pomembno loviti službo, enkrat je treba, ne vem, kaj vse. Otrok pa odrašča, dan za dnem. In šele čez leta opaziš, da otrok pravzaprav tudi po noči odrašča, ko spiš. In da ti tako ali tako uide. Ta nočni del čist pozabiš, da takrat se odvija, tudi v njem je tudi drugačen, zato je ostane drugačen, kot je šel zvečer spat. Kje bomo ustrajali? Koliko časa bomo ustrajali? Ali bo prišel, kaj zdaj tukaj ustrajnost pomeni, bo kakšen rezultat tega našega dela? Pri katerih stvarih ustrajati, katere stvari spremeniti. Recimo, ena od teh preprostih, eden od preprostih načinov razmišljanja je ta. Tam, kjer moram oblikovati navado, tam ustrajam, tam ne spreminjam. Ustrajam na istem. Če želite oblikovati navado umivanja zob, pač ustrajate, da umiva zobe, če govorim zdaj o tistem umivanju pred spanjem, boste ustrajali vsak večer. Predolgo nekateri, ker ustrajamo tudi samo z navodili, namesto da bi že kdaj pustili, da otrok opravi sam in da bi mi prevzeli drugo funkcijo. Še vedno
ga učim, da bo umiral zobe, vendar prevzamem kontrolno, nadzorno funkcijo. Nadziram, ne, da spodbujam in informiram, operi zobe. Če ste 15 let, pa mu še vedno rečeš operi zobe, ko gre prvič sam na nek tabor, ne opere zob, ker ni nikogar, ki bi mu rekel operi zobe, in on se ne spomni. Imam starša, ki je njegov zunanji operacijski sistema, pomnilna enota in vse ostalo. Ja, on starši mislimo na mesto ni. To je zelo pogosto. Ustrajam, ampak moja funkcija se vseeno leti spreminja. Če ustrajaš, da so delavni, se pravi, da spodbujaš, zahtevaš, ampak funkcija se vseeno spreminja. Na začetku jih učiš, še kot najstnika mogoče ga učiš, kako se soba pospravi. Ker če rečeš dvema otrokama sobo pospravi, je to lahko dva različna rezultata. Preseliš se s časoma v funkcijo nadzora, v funkcijo kontrole. Rabijo samo še nadzor. In s časoma, z leti, ko odrastejo, bodo dobili podporo v svojem razmišljanju, ko bodo oni, se poznate, kaj je najhujša kletev matere. Poznate? Ko mati reče hčeri in upam, da šmela, gled takega mulca, ki si ti. Torej, da hčeri privošči tako hči, kot je ona sama, a ne, to je huda. Hujš ne more biti. Takrat, ko bo ta hčera imela hčero, si še vedno v funkciji starša, ampak ta hči bo rabila podporo, ne bo rabila navodila. Jaz kot stara mama, jaz kot stari ata, jaz kot dedek, bom moral spet zamenjati svojo vlogo pri istem opravilu. A vidite, če oblikujem navado, je to bo ostajalo, vedno bo naloga ostaja ista, vendar se moje vloge, moje funkcije se spreminjajo. Jaz ravnam drugače, terjam pa isto. Medtem, če ne gre za oblikovanje navade, če moram neko drastično zadevo rešiti, če moram nekaj spremeniti in to naredim 5-krat in nič ne pomaga, potem, če bom še 6-tič naredil, najbrž tudi nič ne bo pomagalo. In 17-tič tudi nič. Tukaj moram pa že prej spremeniti. In bom spremenil svojo vlogo toliko časa, da dosežem rezultat, pa mi pa ni treba več. Nekaj časa drži ta nova vloga, na kar bo spet treba spremeniti. Motiviranje je tako približno kot umivanje. Če se umiješ, tudi ne drži prav dolgo. Največ en dan. Torej, se umivaš dnevno in motivirati je zato treba tudi dnevno. Ne drži prav dolgo, en dan. Pri mnogih otrocih. Če imate otroka, s katerim ste se dogovorili, da bo nekaj opravil, če imate mogoče tudi vaša mama ali pa vaša tašča se zmeni z vami in veste, da to drži točno 3 dni, kaj to pomeni? Imate 2 možnosti. Da čez 3 dni reči, si sem vedla, točno to je, nič se ne da zmeniti. Ali pa, da čez 3 dni pridete tja, pa reči, fino, se spomnite, ste se zadnjič zmenili, to še drži. Ja. In imate nove 3 dni, imate že 6. Ja, ampak to je dejstvo. To je dejstvo. Ene stvari je treba zavrnavljati, da se ne pozabijo. Kot Janez, ki šel v Nemčijo delati. Najprej pisal vsake 2 dni, potem enkrat na teden, potem enkrat na 2 tedna. Potem je začela pošta prihajati enkrat na mesec in je žena napisala pismo v enem pismu nazaj, Janez, da ne boš ti pozabil, da si poročen. Pa pride njegova pošta, tvoje obvestilo sem sprejel prepozno. Je treba, kratko, pa je samo umevno, ampak, gledajte, obnavljati je treba, Ja, ko ste dovolj dolgo poročeni, tudi malo obnovite. Z drugimi interesi, Saj ta prvič, ki je prva poroka, vse to veste, takrat se drugi veselijo. To ni poroka za vas, vi imate en kup skrbi, ne vem, moški, kako bo plesal, a bo šlo, ali ne bo šlo. Take čisto človeške stvari,
imate drugo poroko, takrat je pa to že vaša žurka. Takrat pa ta tretji, najprej v cerkvi pri župniku, on že ve, kaj ima za narediti, ti že veš, kaj ima za narediti, ni nobene zadrege. In potem, ko je žurka, vidva se lepo zabavate in potem greste spat, probleme, glavobole, bruhanje, to so problemi za druge. Tebi ostane samo veselica. Ja? Res se spreminjajo stvari skozi čas, vendar jaz moram čas nekako držati v rokah, v pesti, ne da čas drži mene. A mi čas še eno pride naprej. En zelo poseben čas so družinski obedi. Nažalost jih je malo. Malo družin se še sreča tako, da so vsi vsaj enkrat ob kuhani hrani hkrati za mizo. To je takrat, ko se ne mudi. Takrat, ko se da pogovarjati o marsičem. No, prvo, najpomembnejša stvar, takrat, s katerega lahko naredimo, pa kaj je, da otrok nese prvo žlico k ustom, rečeš, kako je bilo pa danes v šoli. To je najbolj neprimeren trenutek. Če hočete imeti neješče pučare, to naredite, garantiram, da ne bodo radi vedeli. A ne? Ni to pravi trenutek. To je en drug trenutek, je treba za to izbrati. To je čas, ki je namenjen družini, ki je namenjen drugim pogovorom. Tukaj se o kakšnih vrednotah govori. Tukaj se oblikujejo zadeve, tukaj pridejo take pomembne informacije na plan. Taki, ki jih drugi ne ujameš. Kaj boste rekli, če vas otroci vprašajo, kdaj se mori pri hrani? Kaj je merilo? Vse je eno? Pred jedjo, ja, kdaj? Kje ne morate zgrešiti? Če se kadi iz hrane ven, če je vroča hrana, to je zanesljivo eno od... Vašte tam ne? To je eno od dobrih meril. Prosto, ljudsko, razumljivo. Te stvari, otroci vas bodo vprašati, če sedite in se pogovarjate z njimi, kako pa je pravzaprav s tem? Kdaj pa, kdaj, ja, kdaj ne? Jaz nisem vedel, sem moral vprašati. Odrasel sem moral vprašati. Nisem vedel. Zdaj vem. Zdaj pa vem. Pa zdaj me ne odnese, ne, prezgodaj, da se grabim za žlico, ker se hrano zavedam. Eni imamo res radi hrano. Eni kuhate, jaz imam hrano. Ta čas, ki ga tukaj nameniš, da počasi obeduješ, da vmes še kakšno rečeš, mi pa običajno je tiho bodi med tem, ko ješ. Porabiš zato, da bomo hitro požrli in potem šli delati. Ali kaj? Ne vem zakaj. To veste, Janez je rekel, mama, ali... Tiho. Mama, je se vodo samo... Tiho. Mama, tiho se te rekla. No, pa to je to. Prav Janez, mama še zadnje solate vam pobira. Prav, no, kaj si hotel? Prav, pol še bil solat. Ja. Torej, jaz moram postaviti neka taka navodila sam zase, kako pa jaz ravnam v takem primeru. Kaj je nekaj nujnega, takrat pomembno moj princip, šteje moj princip, in dejansko principa nekaj stvari počnem, ali dam možnost, nekaj nujnega, ja je, kaj pa pol še solati. On bi se dalo, itak ni problema. Zanimivo je to, da dokler je pol še solati, ne veš vsi, da so polke ga vzamejo ven, noben več ne je solati. Jaz smo res slici v drugi strani. Drago rečeno. To mesto, ki ga rabijo otroci, hudo je, če otrok ostane sam z enim od staršev. Vse je to ata, je to mama. Če ostane sam, za oba je zelo naporno. To so družine z veliko žalosti. Zato, ker
Če je več ljudi v družini, se žalost razdeli, sreča se pa množi s toliko kot je oseb, se poznate to, ne? A če sta samo dva, ni spodbudno, ne? In če se ona dva med sabo malo zapneta, je problem. Za vzgojo pa tako rabite več ljudi. In je res družina tukaj. Jaz mislim, da v sodobnem času še prav posebej potrebno poudariti pomen tretje generacije. Sprav, stare starše. Njihovo vlogo. Kaj lahko oni naredijo? Kaj pa kako delek bavico naredita, če se res ne zmore? Kaj je tisto? Jaz veliko stvari vem. Res jih vem veliko. Ampak ne morem zase reči, da sem moder. Marsikaterega z te tretje generacije, pa ko ga srečam, pa se začneš pogovarjati, pa ugotoviš. Ne rečeš, ta pa veliko ve. O kakšnem novem svetu ne ve nič. Ampak tisto, o čemer ve, o ljudeh, o medsebojnih odnosih in tako naprej, o tem, kako se stvari urejajo, kako svet deluje, tam je pa moder. On ve, kaj je treba spremeniti, kaj pustiti in tako naprej. In to prenesti na otroka skozi en drugačno obliko, skozi en drugačen čas, tega jaz ne zmorem. Zdaj pa, ali imaš redke babice, ali jih nimaš, pa poskrbiš, da je to nekdo drug, ki lahko to tudi opravi. Vsi si predstavljamo, da s tretjo generacijo, se pravi starih staršev, gre zdaj vse v eno plat. Ta mladi grejo k njim in njim pomagajo, ne? Z računalniki, za ne vem kaj še vse. Pozabljamo pa, da imajo tudi ta tretja generacija, prvi generaciji marsikaj zadati. In mnogi bi radi in z veseljem dali, ampak treba je zorganizirati, ker ne morejo. Včasih priti ne more, fizično, a ne? Ampak je tam, sposobnosti so, izkušnje so. Poznajo eno stvar, ki se ji reče pregled skozi čas, skozi dolgo časa, vedo, kako stvari funkcionirajo. Mi pa poznamo tisto, torej bomo pohiteli, kratke projekte poznamo. Oni poznajo pa. Tam so stvari čisto drugače. A boš ti o malo daljšem projektu? Ja. Potem pa mi bom tudi tehnično podporo naredil, bom pa še o tem spregovorila, kdaj starši najbolj izgubljamo svoj čas. Najbolj izgubljamo dragoceni čas takrat, kadar nismo dosledni. In to se zgodi mnogokrat. Kar pomeni, da otroku nekaj rečemo in od njega nekaj zahtevamo, potem pa pri tem ne vztrajamo. Včasih mi reče kakva mama v šoli, mi se cel popoldne prerekamo zaradi domače naloge. Ker je nikoli ne delajo v isti uri, ker enkrat dovoli v otroku, da gre prej na igrišče, pa potem piše nalogo, potem gre prej v glasbeno šolo, pa potem piše nalogo. Skratka, ni ene črte, ni ene doslednosti. Ali pa mama reče, zdaj piši nalogo, pa otrok reče, pa je Blaž na dvorišču, jaz bom šel tudi ven, ne? In mu dovoli. In naslednjič, ko ne dovoli, je urni bes. Otrok izsiljuje, se prereka in izgublja dragocene minute, prav tako pa tudi starši. Zato bi vam pa rekla, če hočete prihranek časa, bodite dosledni. Ko otroku nekaj rečete, takrat vztrajajte, da to tudi naredi, ker doslednost se bo izplačala. Če boste 3-krat zapovrstjo dosledni pri eni stvari, recimo, da je to, da vaš otrok vedno svojo šolsko torbo pusti v kuhinji ali pa na hodniku, kjer ni mesto. In vi pridete iz službe in se spotikate v tisto torbo in kričite, Blaž, pospravi torbo, ne? In on še vedno naprej veselo, ne vem, gleda televizijo ali pa igra računalnik, pa vi spet kričite, Blaž, torbo pospravi, v sobo jo nesi. In on ne odreagira. In vi še tretjič, Blaž, torbo sem ti rekla. In, ker se naveličate, grede hitro kuhat kosilo, si zožilačni, tisto torbo pustite, Blaž pa še naprej mirno gleda televizijo ali igra računalnik. Iz tega se Blaž nauči, da vaš glas lahko čisto normalno prisliši. Brez posledic. Mama bo 2 minuti čakala, pa bo vtihnila. Blaž točno ve, mu je jasno, ne? In ni treba. In izgubljate dragoceni čas, ko ga potem prigovarjate, pa a bi ti pospravil torbo, pa dej že, 10-krat ponovite navodilo in ni nič. Pomembno je, ko otroku date neko navodilo, naj ga takoj izpolni.
dvakrat se reče, potem se pa ukrepa. Če ni pospravil torbe, se gre do njega, Blaž, zdaj. Ko pridete v njegov osebni prostor, bo otrok vedel, aha, danes pa mama misli resno, zdaj pa moram nekaj narediti. Ko pridete do njega. In če še ne ukrepa, izklopite televizijo, takrat bo pa šel in pograbil tisto torbo. In ko boste to 3-krat naredili, ga zmotili pri njegovi najljubši nadaljevanki ali pa igrci računalniški, verjamete, da 4. bo torba pospravljena sama od sebe, ker bo vedel, da mama pa zdaj vztraja. Zato z nedoslednostjo ne izgubljajte časa. Prej je še rekel, gospod Junak, jasna navodila, ker otroci imajo različne kriterije. Če rečete, pospravi sobo, in to res za 2 otroka popolnoma različen svet. Jaz sem videla pri svojih 2 fantih, ko me leto dni je med njima razlike. In obema recimo se me nekaj pospravi sobo, pospravite sobe, in ko pridem k mlajšemu, k vrhemu v sobo, umetniški vtis je bil v redu, vse je bilo posesano, v košu ni bilo smeti, pogledam predal, dobro, je imel tako zložene tiste knjige in zvezke, da je vse takoj našlo. Pridem k tamanemu v sobo, umetniški vtis je bil tudi v redu, ampak sem odprla omaro, so mi prišle naprej tiste majice, ki sem jih en večer prezlikala, nasproti prišle, ker je eno ven potegnilo in vse ostalo potem noter zabulalo. Ko sem pogledala predal s šolskimi stvarmi in mu rekla, ne prinesi berilo za slovenščino, ga je iskal 10 minut in ga je našel pod poslo in sem rekla, to ni pospravljena soba. In je moral nadaljevati s pospravljanjem te sobe, ampak delno kriva sem bila jaz, ker nisem dala jasnega navodila. Pospravljena soba pomeni izpraznjen koš, pomeni zvezki zloženi po kriteriju, da ga najdeš v 2 minutah, poslana postelja in tako naprej, vsak ima drugačne kriterije. Jaz sem dala potem obema enake kriterije, napisali smo na list, nalepili na notranjo stran omare, seveda ko sta bila še malo mlajša, in enostavno tisti, ki je rabo to vidno v polu, si je naredil kljukice in soba je bila naslednjič pospravljena. Če damo navodilo tako nasplošno, otrok večkrat ne razume, kaj od njega pričakujemo in takrat potem ni pravega rezultata. In izgubljamo čas, pospravi, otrok pa tega ne naredi, ker imajo različne kriterije. Zato je zelo pomembno, ko daste navodilo, bodite v tem jasni. Zdaj, kako vam bodo pri tem pomagali babice in detki, je zelo odvisno, kakšno vlogo imate in v kakšni bližini živite. Če sobivate z vašimi starimi starši, potem seveda boste postavili neka bolj jasna merila in vsak bo imel, kot je prej rekel gospod Juhan, res svojo vlogo. Takrat, kadar sobivate, se boste vsi bolj kot ne držali nekih osnovnih, enakih načel. Kadar gredo otroci samo na počitnice ali pa za vikend ali pa za kako uro na dan k babici in detkom, pa so ti kriteriji in za vzgojo in za določene stvari čez dan malo bolj ohlapni, če daš naprej. Kaj nam lahko ponudijo stari starši? Tisto, kar nam staršem najbolj primanjkuje. Čas. Stari starši imajo kraljestvo časa. Če niso to zelo aktivni upokojenci, če niso kar naprej na eni in drugi in tretji stvari, potem lahko otroku ponudijo to, kar otroci najbolj potrebujejo. Da ima čas, da se mu nikamor ne mudi, da pride tja in lahko počne 1001 stvar in ga nobeden ne bo čez 5 minut zvlekel na verouk, na balet in tako naprej. Pri babici in detku naj bi se čas ustavil in tam imajo otroci pomembne druge stvari, ne iste kot doma. Z babico lahko peče piškote, z detkom lahko dela v delavnici 1001 stvar, ki jih doma ne more narediti. Zdaj, če daš naprej. Seveda, kot je že prej rekel, izkušnje prenašajo na svoje vnuke. Noben ne bo znal z otrokom narediti take ptičje hišice kot dedek. Mlad očka, redko katerija, nimajo časa, mogoče nimajo teh spretnosti. Vse to starejše generacije prenesejo na mlajše, če jim dovolimo, če imamo to srečo, da jih imamo v bližini. Prenašajo vrednote, normalno. Prenesli so jih že na nas. Če v neki družini vrednota branje, če ogromnokrat vidi vnuk svojega detka ali babico, ki bere časopis, revije, knjige, se ta vrednota prenese na nas starše in se prenese tudi na vnuke. Nekje je vrednota delo, tam bo vnuk vedno ob detku, ko bo neki delov, se bo ta vrednota mimo glede prenesla na našega vnuka, tudi če je ne vidi pri nas.
če bo prebil dovolj časa s tem svojim dedkom ali svojo babico. Zelo je pa pomembno, takrat, kadar živimo zelo blizu ali pa smo pogosto v stiku s starimi starši, so pa pomembne neke meje, dokje seže ena in druga vzgoja. Teh mej naj bi se držali oboji, tako starši kot stari starši. Lahko daš naprej. Kaj so tiste stvari, ki naj bi veljale približno povsod enako in zaradi katerih pride največkrat do sporov med mladim in starimi starši? Naj bi bila enaka skrb za osebno higieno pri babici in doma. Torej, če velja doma pri starših načelo, da si po vsakem glavnem obroku umijemo zobe, ne bo nič narobe, če bo isto zahtevala tudi babica in dedek, ker to postane za otroka rutina. Če otrok veliko časa preživi pri babici in tega tam ne počne, ga bo treba doma večkrat na to opominjati. Če je staršem to pomembno, takrat babice to sprejmite in naj otroci recimo to počnejo tudi pri vas. Potem osnovna pravila prehranjevanja, kaj mislim s tem? Če recimo starši zelo navajajo otroke na zdravo prehrano in jim nekako ravnotežijo te obroke, da imajo dovolj zelenjave, da imajo dovolj sadja, je prav, da vnuk, ki veliko časa preživi babici, podobno se prehranjuje tudi tam. Drugo je, če gre samo na obisk. Takrat normalno, da mu bo hitro potaknil na in čokolado in ono tretjo. Tudi to mu lahko kljub temu, če je veliko časa pri njej, ampak uravnoteži torej s tistim, čemer starši dajete poudarek. Če je pomembna zdrava prehrana v vaši družini, potem je to pomembno tudi pri babici. Večkrat je tudi obratno. Vsaj pri nas doma je tako. Jaz sem veliko na poti, meni, in jaz sem zelo srečna, da moja mama mojim otrokom skuha domačo, zdravo hrano. Pri njej jesta bolj zdravo kot doma. Se pravi, da so tu v bistvu se imam jaz tu nekaj naučiti, oziroma tu ona meni da tisto, kar meni primanjkuje, ker ima čas, da skuha domačo hrano, kar meni pogosto ne uspeče. Ampak, če starši zahtevajo neke zdrave prehrambene navade, naj te obrobe veljajo tudi pri babicah in detkih, čeprav jih bodo pol razvadili z eno čokolado, pa sladoledom, pa liziko. Tudi to mora biti, tudi zato so babice in detki. Ampak osnovna nit pa naj bo enaka. In pa ta osnovna načela vzgoje, kar pomeni. Recimo, ne boste vztrajali, da babica vzgaja na enak način kot vi v vseh vidikih vzgoje, ker je to nemogoče. Babice in detki v osnovi so za razvajanje. Jaz vem, ko bom enkrat imela vnuke, upam, da jih bom, da sigurno jih bom na nek način razvajala. Ampak ne preko tiste dopustne meje, da bi zanikalo vzgojo njihovih staršev. Se pravi, če recimo je doma pomembno, da se naloga naredi takoj, ko pride iz šole, pa otrok potem preživi veliko časa z babico in detkom, je fajn, da tudi ona dva vztrajata zdaj naredi nalogo, potem se bomo pa igrali. Tista stvar, ki je pomembna za vas starše, da je detki in babici ne rušijo, tisto jim poveste. Želim, da tudi pri vama naredi nalogo, potem se igra. A je to mogoče? A je možno, lahko to sprejmeta? Velika večina babic in detkov bo to sprejela, če jim boste povedali na lep način. Nikakor pa ne zahtevajte, da vse počnejo enako kot vi, ker je to nemogoče. Jaz vem, ko sem prišla k mojim staršem in sta bila moja otroka pri njih, to je bila celodnevna soba, en sam bunker. Tam ste lahko iz kavča zlekli vse blazine in koce in rjuhe in oni so cel vikend so imeli bunker in ni bilo lepšega. V tistem bunkerju se je jedlo, v tistem bunkerju se je spalo, pravljice so se brale. In zakaj bi jim jaz kot mama vzela te posebne užitke, ki si jih doma, recimo, smo si redko dali, ali pa si jih nismo privoščili. Ker smo imeli obiske, ker dnevna soba ni mogla biti razmetana in tako naprej, babica pa detko, njih pa to ni motlo in še zdaj se otroka tega spominjata. Še zdaj pride k detku, tak velik že pa reče, dela se spomniš naših bunkerjev. To zavedno ostane. Se pravi, nekatere stvari boste babice in detki ali bodo naredili po svoje in to bo vnukom ostalo kot nekaj posebnega, kar se je dogajalo samo pri njih. Otrok, že zelo mali otrok ve, aha, doma tega ne smem, pri babici pa lahko. Recimo, doma mi ni dovoljeno skakati po kavču, babica me pa pusti, ko ima že bolj tak star kavč, pa tisto nedra, in tam lahko skače. In ne bo otrok zaradi tega doma izsiljeval, da hoče doma tudi skakati po kavču, ne.
On ve, babica mi to dovoli, doma mama je pač bolj stroga, malo usnjeno novo garnituro in ne pusti, da skačemo. Ne? Vejo in ločijo. Se pravi, neka osnova vzgoje je ista, ampak tisti dodatki, ki lahko dajo babice in detki, da posladkajo življenje, pa naj bojo dopustni in to jim starši tudi radi dovolite, ker tudi to je dota za življenje. Ne? Ker babice in detki jim dajo nek drug vidik, ki ga mi ne moremo dati, ki ga bomo tudi mi dali svojim vnukom, sigurno. Glejte, pri nas doma smo imeli sladkorne dneve, ker sta otroka bila upolka na sladkarije in sta vsak dan pojedla toliko sladkarij, da enostavno ima je zmanjkalo apetita za tiste prave obroke. In potem smo rekli, ob dnevih na Srbu sta imela sladkorni dan. To je bila sreda in sobota. Takrat lahko v mili volji pojesta sladkarij, kolikor hočeta. Ostale dneve si pa sladkarije shranjujta za ta posebna dneva. Ne? In ko je bil ponedeljek in si dal, in je kdo mi je hitro babica dalo Lizi, ko je rekel, hvala, bom nesel v škatlico za sladki dan. Ne? In je spravil tisto škatlo in sta vedela, ko pride sreda, bomo mi ga vse to pojedli. A mislite, da sta pol celo škatlo sladkarijami zramala v sredo? Nista. Pojedla sta glih toliko kot na običajen dan, kot sta prej, brez tiste prepovedi, pojedla vsak dan. Ni bilo večjega apetita, ampak sta se znala zadržati in tiste srede in sobote so postale sladkorni dnevi. Vse dokler se nista zasmilila babici in detko in so potem oni rekli, se lahko tudi izven tega dneva maljeta. Ne? Takrat moram priznati, da sem bila maljedna, ker sta mi zrušila to, kar sem jaz z mukoma zgradila, da sta otroka ostale dneve normalno jedla obroke in takrat so se potem ti dnevi podrli. Ne? To je stvar, ki naj ne bi ruški stari starši. Če se za nekaj odločite, je fajn, da vas v tem podprejo. Ne? Ni bila ne vem kakva katastrofa in da bi se mi prepirali zaradi tega, ampak je bilo nekaj, kar je nastalo, hitro porušeno. Ne? Čisto kamor bi babica rekla, poglej, za sredo boš imel še večjo čokolado, še več čokolade, ker spravi se v škatlico. Ne bi bilo potreba takrat več, se lahko zdaj poješ, se mama ne bo videla. Ne? Takrat se ruši potem avtoriteta starše. Takrat, kada babica reče, se mama ne bo videla, ne. Lahko mu date tisto čokolado, ampak ne omenjati mame takrat. Stari starši takrat odločate vi. Se pravi, če je pri vas ta počitnica, pri vas za vikend, boste vi imeli svoj red. Ne? Držali se boste samo nekih osnovnih zakonitosti, ki vabi starši zabičajo. Kadar pa so z otrokom tudi starši, takrat boste pa babice in detki upoštevali starša kot glavno avtoriteto. Ko bodo starši v nedeljo prišli po otroka, ne boste rekli, se mama ne bo nič rekla, ali pa pri meni je pa glavna beseda, takrat se spoštujejo tista osnovna načela vzgoje, ker starš je vendar glavna avtoriteta za otroka. Ne? In če prevečkrat pred otrokom rečete, pusti, sej, mama bo malo huda, ko se bo pa pomerila, takrat pomeni, da rušite vzgojo. Kadar ste skupaj starši, imajo glavno vlogo starši. Kadar imate babice in detki otroke sami, ali jih imajo, takrat pa seveda lahko marsikaj brez hudih posledic naredite po svoje. Kako pa to povedati starim staršem? Ček, ne boš povedati. Ja, je težavna situacija. Sigurno je boljš na lepš način, da jih povabite, ne vem, eno nedeljo v kavarno na kavo, čuj, ne vem, je to tašča ali mama, če je mama, je to lažje, a ne nam ženskam, jaz bi se pa rada s tabo nekaj izvedla. Mene zelo rada bi, da bi v tej stvari, ki je za našega otroka pomembna, vidva potegnila z mano. Da bi ravnala enako kot jaz. V tej in v tej stvari. Vse ne more vse. Jaz bi bila zelo vesela, če vidva to upoštevata. Ne veta, koliko mi to pomeni. Ne? Sigurno lepš, kot pa takrat, ko pridemo razjarjeni po otroka k babici in rečemo, spet si to narobe naredila. Ne? Ona se pol počuti, ko mali otrok in drugič bo pred vami skrila in bo spet narobe naredila. Ne? Boljše je na spoštljiv način spregovoriti o tem, in v mirnem tonu reči, ker tudi mi lažje sprejmemo nekaj, če nas kdo prosi na lep način in mogoče večkrat prosi, pa se nam usede. Je pa res, da se včasih stari starši obnašajo kot mali otroci, da pred nami skrivajo tiste male grehe, za katere se bojijo, da so pregrešili. Zato vsaj pri sebi jaz vidim, da veliko več dosežem v mirnem stanju, takrat, ko se v miru pogovorimo, ko se vsi štirje usedemo in vsaj nekaj časa velja, poleg treba pa te seanse obnoviti, te v kavarno povabiti, pa veš,
babica, zdaj pa spet malo popuščaš, mi bi radi, da tako fajn ti je odpelo en mesec, kaj se je potem porušilo, ne, dej mu še malo zdržati, dej, sej otrok raste, pa počasi ne bo več treba, ampak mi veliko pomeni, da v tem z mano potekneš, ne. Tako da na tak mirni, spoštljiv način se da, ker včasih v bistvu nekaj delajo narobe, pa ne vejo, da delajo, ne, dokler jim ne povemo, isto kot mi starši. Včasih v dobro otroka delamo tako napako, da nam jasno ni, ne, potem, ko nas kdo opozori, si pa rečemo, aha, to pa lahko spremenim, tako da na lep način sigurno dosežemo več. Še daš naprej? Aha, normalno, da bodo stari starši, da boste razvajali, ampak na sprejemljiv način, ne. To so lahko priboljški iz domače kuhinje, kot pravim. Super je, če babica domače kuha, domače peče, tega otroci veliko kdo danes več ni deležno, ne. Zelo obnesejo se izleti v neznanost z babicami in detki. Naša dva otroka sta se prvič peljala z vlakom, ko sta jih babica in dedek, moja starša, odpeljala na izlet v Maribor. V Slovenj Gradcu nimamo vlaka, so se mogli peljati do Dravograda in potem v Maribor, gledati akvarij in to je bilo nepozabno doživetje. Tega, takih stvari otroci ne pozabijo, ne. En naš starejši znanec, kolega, tudi dobil vnuka svojega iz Ljubljane, tu in tam na počitnice, in ona dva greta potem z vlakom na izlet in otrok piše dnevnik potovanja in iz tega ponovna dva naredita celo oddajo in posnameta in poslikata. V tak čas ima samo dedek zame, ne. Starši redko kdaj kar naprej nekam hitimo, ne. Potem z dedkom delavnici, neprecenljivo, če lahko otrok nekaj tolče, razbije šraufa, ne tistih plastičnih kupljenih igrač, kjer zabija tiste plastične žeblje, ampak tako kot tudi gospod Juhan vedno reče, pravo delo mi treba dati, prave žeblje, prave deske, takrat bo to nekaj vredno, ne, ko bo nastavljen mlinček ali pa ptičja hišica in bo res tudi uporabna, takrat je to tudi za otroka nek dosežek, ne. Z babico v kuhinji seveda normalno, če boste pekli kakšne posebne piškote, je to neprecenljivo, ne, pa nas so te kekse na metre vsako leto pred božičem pekli in še zdaj, ko fanta prije, pa rečeta, bica, da bomo mi kekse pekli, tako je na 20 mlinček naredita, da reže, to se prav, jaz nimam vloge, oni imajo tam razdeljene vloge, zdaj dobim kvečemo kak pekač, da lahko še tam spečem, da je prej gotovo, ne. Ostane neka tradicija, ne, nekaj se prenaša, vrednote, tradicije in to si otroci zapomnejo in to je tisto, kar bodo večno imeli od babice in od dedka. Še naprej. Kaj dobimo? Ja, od starih staršev, potrpežljivost, tiste, ki nam tako usodno manjka, ne, ko hitro odreagiramo, ko hitro kaznujemo otroka, ko hitro izrečemo kako besedo, ko se hitro navečemo enih aktivnosti. Dedek si bo vzel čas in bo počel z otrokom, ali bo ta zlagala tiste pazle, ali bo ta nekaj zabijala, lahko tudi 5 ur in brez, da bi dedku pošlo potrpljenje ali babici v kuhinji, ne. Prej, da vas piše podporo tu. Kaj lahko dajo babice in deček, kaj lahko dajo? Ogromno zabave, tudi zato mi nimamo časa, ne, mi hitimo, interesna dejavnost, šola, si to naredil, tam zobe umit spat. Kolikokrat na dan se nasmejimo z otrokom iz srca, se z njim zabavamo, se nekaj, se ljubimo, se igramo, zaplešemo med tednom redko kdaj, ne, tudi konc tedna se ne spomnimo, da bi se mi zabavali z otroki. Večemo jim omogočimo, da se oni med sabo, pa jih peljemo v zabavični park, kar ni isto. Dedki in babice jim dajo zabavo na posebni način, oni ne rabijo nobene akvalune, nobenega zabavičnega parka, da se od srca nasmejijo in da se zabavajo čisto po svoje. Ustvarjalnost. Tudi vemo, da če je otrok toliko časovno omejen in teka iz dejavnosti na dejavnost, praktično ne vidimo več otroka, ki bi doma sedel in bomo mamca mirno dovolila, da riše z vodenkami, preden se ta voda natoči in vse to naredi, otrok že nekam teče pri babici in dedku, lahko cel popoldne riše, ustvarja z vodenimi barvicami, tudi čim drugim, tudi če kaj popaca, babica ne znori tako kot mama, ne? To se nekako lepo v miru počisti in otrok to točno ve. Kreativnost, lahko je to tudi kreativnost v kuhinji. Mi, mame, kuhamo zato, da se družina naje, hitro skuhamo, še posebej med tednoma, ne. Babica bo pa svojo vnukinjo tudi nekaj ustvarjala in bo naredila take piškote, da je bo vsa soseska
bo prišli na obisk hvalila in ker je to naredila tudi vnukinja, bo tudi ona cvetela od ponosa. Ne? Se pravi, lahko ta svoj časovni okvir vnesejo tudi veliko kreativnosti. Vztrajnost. Jaz sem imela nečaka, ki je bil izredno hiperaktivni otrok, še zdaj ga imam, ampak zdaj je že odrasel moški. Ne? In pri nobenih stvari ni vztrajal. Ko sta šla pa z dečkom na morje in sta lovila ribe, to je kot da bi bila ona dva na sliki, ampak nista. Je pa vztrajal tudi po 5 ur skup in dedek z njim, kamor se mu ni mudilo. Če gre se na morje spomladi ali jeseni, vidite babice in detke, ki se sprehajajo z vnuki in imajo zraven tisto vrečko z malco in čist nikamor se jim ne mudi. To je kot da bi se čas ustavil. Eno ladico gledajo do pol ure, tisto jadrnico, in babica, ker stoji s svojim otrokom, s tistim vnukom in ga ne vleče in ga ne priganja. Ko se lotijo nečesa, pri tem vztrajajo. Tudi lovijo ribe ali pa zbirajo tiste kamenčke, nabirajo tudi po več ur skupaj. Delovne navade, seveda, normalno, če deda rad dela, če zna dela vse fajn narediti, normalno, da bo vnuk pri tem rad pomagal, ker deda mu ne bo dal plastičnih škarij, pa plastičnega noža, on mu bo dal delo za delati. Labasa sicer tu je plastična samokolnica, no, ampak tako veliko ovinsko bi otrok že težko peljal, ne? Ampak otrok ima pravo delo, vozi iste stvari od deda in dedek in babica lahko na lep način prizgajajo delovne navade. Dajo otroku širino, seveda, če ga vzamejo sabo, da tudi na kako pot, na kak izlet, ni treba, da je to potovanje v tujino, lahko si oprtajo na hrbtnik, dajo na hrbtnik malico in grejo za en dan, ko imate vi na celsko kočo, ali pa kamorkoli v naravo na izlet, si potem tam naredijo piknik, babice in detki imajo domišljijo, potem še kakšni palčki pridejo, kaj prinesejo, otroci višejo, skriti zaklad in dan je lahko popoln, brez da bi se porabil kak dodatni evrov. Jedli bi otroci tudi doma tisto malico iz prvega dan, je pa popolnoma drugačno, kot bi bil, če bi ga preživeli samo doma. Če pa imajo možnost potovati in otroke vzamejo kdaj zraven vnuke, tudi ko so že večji, in pa dajo še tisto potrebno širino, da otroci se znajdejo tudi na poti, da znajo potovati, da znajo videti in opazovati stvari. Ker tudi starši pogosto otroke kam peljemo. Ampak kaj se zgodi? Nekateri v avtu šaltajo tiste naprave, da gledajo, otrok gleda film, sploh ne vidi, kje se vozi. Pa se vozi po krasni pokrajini. Ne lahko ga peljete v Toskano, ampak če mu vi vklopite tisto televizijo, otrok sploh ne povedal, kje se je peljalo. Mi smo peljali v šoli otroke na ekskurzijo na Cerkniško jezero. In jih cel dan vozimo tam okrog in pol nam na maketi pokaže, kako to prisiha in gremo z avtobusom, se peljemo in z avtobusa in gledamo, kako je to presahnjeno, je sam travnik in vse. In potem se peljemo nazaj po celem dnevu tistega izleta in ena deklica na Trojana vpraša, kdaj bomo šli pa na Cerkniško jezero. Enostavno ni znala opazovati ničesar. Nič, vsa razlaga je šla mimo, ni poslušala, ni vedela, da je tisti travnik tam presahnjen Cerkniško jezero. Tudi, ko so otroci z nami, razlagajte jim, ko se vozite. Poglej, tu je to, tu je reka Drava, gledaj, kak jesenje je listje obarvano, oranžno in tako naprej. Ne biti tiho v avto. Avto je krasna priložnost, da otroka naučimo opazovati svet okrog sebe. Ker res opažamo, ko jih peljemo v šoli na izlet, tako lepo fijakarski konji. Lani smo jih peljali v Ljubljano, čudovita je stara Ljubljana. V živalski vrtni smo rekli, gremo gledati čez staro Ljubljano, ko smo že ravno tu. In smo šli. In so šli kot še redno po ulicah, niso videli ne levo, ne desno. 8. razred. In potem smo rekli, dajmo jim 45 minut prosto, a naj si malo kaj ogledajo. In naj se znajdejo tu po centru. In šele takrat, ko smo jih razpustili kot ovce, so pa mogli gledati okrog, kam bojo prišli nazaj, kjera stavba, tam je cerkev, tam je to. In takrat so potem tudi dejansko nekaj imeli od tiste poti, ker smo tudi opozorili, kaj naj opazujejo. Drugače pa niso več navajeni gledati. In babice in detki jim bodo opisovali, razlagali vse to, kar se starši mogoče ne spomnite, pa tudi lahko storite. Skrb za zdravje. Babice in detki lahko zelo dobro poskrbite za zdravje vaših vnukov, ker imate veliko več časa in namesto, da kupujete te industrijske sokove,
doma stisnete kako pomarančo, stisnete limono, da vrtu imate veliko stvari, če imate to srečo, otroke skuhate zelenjave, naredite take privlačne zelenjave, zrezte, da jih bodo otroci lažje pojedli. Se pravi, s to domačo prehrano resnično lahko veliko narediti za otroke, ne? Ker vse prevečkrat otroci jejo to z hitro prehrano in v šoli in kasneje, ko si sami kupijo, tako da je ta domača prehrana zelo poskrbi za njihovo zdravje. Seveda, ne v mejnih količinah, tako kot starši, pa tudi babice in detki, jih je potrebno razvajati nematerialno, ampak čustveno, z veliko ljubezni, z veliko crkljanja, veliko jih mučajte, ko so mali, veliko jih objemajte, ko so veliki. Nikoli naj se to ne neha, ker nekako od babice in detka bodo to vedno sprejeli, ker ponavadi niso uporniški do njih, niti v najstniških letih niso jezni na njih in bodo ta ljubkovanja in nježnost sprejeli, tudi mogoče v kakšni fazi, ko jo bodo od starša odklanjali, zato tega ni nikoli preveč. Tudi, ko vas že tekle navzdol gledajo. Jaz sem moja vaša dve objavne in se ima tekle smeji. Pa tudi mož jih. Navajeni smo izkazovati ta čustva in si tudi pogledati. In ko ste prej videli na primeru Tomaža, izredno pomembno je, da otrok ve, da je ljubljen. Da je ljubljen od vas staršev in da je ljubljen od starih staršev. Jaz svojih staršev nisem poznala. Vsi štirje so umrli pred mojim rojstvom in sem to zelo pogrešala. Babico in detka in... Ampak sem veliko ljubezni na srečo dobila v svojih starših. Še bolj vesela pa bi bila, če bi takrat imela babico, da bi se stisnila k njej, da bi lahko potožila, mama je sitna, mama hoče to. Babice so tudi za to, da kdaj samo prisluhnejo brez besed, in da stisnejo otroka in ga objamejo in tam je vedno tisto varno zavetje, kamor se otrok lahko vrne. V babicino naročje in detkovo se vda, pa tudi v vaše doma. Tudi starši nikoli ne nehajte govoriti svojim otrokom, da jih imate radi. Tudi ko bojo veliki in ko bodo že odrasli. Jaz še zdaj sem vesela, če mi moje starši to povejo, oziroma če me kdaj objamete in stisnete k sebi. Še zdaj sem v takih trenutkih danjena. In ob tisti Tomaževi mami sem se jaz zavedla, da v bistvu veliko staršev pozabi na to najpomembnejše, kar je in kar je osnova vsake ljubezni, vsake vzgoje, to brezpogojna ljubezen. Ker veliko krat od otrok slišim v školi, vse mama me nima rada, ker se slabo učim, vse mi reče, da me nima rada, ker sem tak in tak in tak. Nikoli ljubezen ne sme biti pogojevana. Otrok mora vedeti, da ga imate radi in to mu je treba tudi povedati, ne samo pokazati. Ko je tak, ali pa ko je tak ne biti. Takrat se potem za vas vse srečno konča. Takrat bo otrok vedel, da lahko pride nazaj kadarkoli. Takrat, ko se mu bo v življenju zgodilo nekaj dobrega, ali takrat, ko se mu bo zgodilo kaj slabega. Ker doma bo brezpogojno ljubljen in nekako bodo tudi tistem slabem poskrbeli za. Zelo pomembno je še posebej takrat, ko bojo vaši otroci v najstniških letih, ko bodo uporniški, ko bodo odhajali, še bolje je treba dopovedati, da so vam dragoceni in da jih imate radi. Verjamite, to je ključ. Vsa vzgoja postane veliko bolj enostavna, ko se otrok zaveda, da je ljubljen. Takrat se počuti varnega. In to varnost jim damo starši na način, da vzgajamo z neko doslednostjo in pa z veliko mero ljubezni, ne popustljivosti. Od otroka lahko zahtevamo, smo lahko dosledni, ampak da pri tem imamo radi vedno in povsod. Ne glede na to, kakšen je takrat, se otrok počuti varnega in enkrat vam potem mogoče vrne na tak način, da pride obiskat babico in nekje živi sama, da se spomne na njo ob lepih in ob slabih trenutkih, da pride rad domov in da si s tem v bistvu tudi starši in babice in detki z načinom vzgoje, s tem, da ste veliko vlagali v svoje otroke, v svoje vnuke, zagotovite eno tako varno in pa srečno starost, ker boste brez skrbi, da vaši otroci vas bodo poiskali, ko vas bodo potrebovali, ali pa bodo prišli takrat, ko boste vi potrebovali njih. Toliko bi jaz po babicah in detkih.
verjetno boš pa še ti kaj pripomnil. Ja. No, zmeraj je zapovedati. To že veste. Ne vem, skupaj. Mislim, mi pa razburja, nekaj sprememba. Takole, mi bomo pa preleteli še nekaj teh aktivnosti. Jih ne bom prav veliko komentiral, zato ker komentar je veliko teh zadev, je že Simona povedala, greš naprej predstavljati, prosim. Ena zelo znana stvar, pa pozabljena, je en od krasnih načinov motiviranja, ki se imenuje prav po babicah. Se reče motivacija, ne? Se reče metoda babica. In to je metoda, kjer babica motivira otroka, da počne nekaj, česar babica sploh ne zna. In lahko zelo pomaga. Zelo lahko pomaga. Recimo odkole pride otrok in pokaže nekaj na računalniku. Babica gleda in reče, čakaj, kaj si pritisnila? In ta mala še enkrat. Ja, odkole, ne, ja sem prav tukaj, te pokaži še enkrat. Ta mala s veseljem pokaže še enkrat. Aha, kje pa to rabiš? Ja, to pa bo odkole letko. Čakaj. A sem prav razumel, a to odprej in pokaže 5-krat, 6-krat. Njena vloga je, da sedi zadaj, stoji zadaj za otrokom in se čudi. In se navdušuje. In sprašuje. In se ona krati dobiva informacije, otrok pa utrjuje tisto zadevo in eno je, če znaš neko stvar narediti. Drugo je, če jo znaš narediti tako dobro, da lahko tretjega naučiš. Drži? Eno je, če znate vi zamesiti za kruh. Drugo je, ko pride vaša punčka, pa reče, mami, koliko pa daš soli? In vi naredite tolikle. Zelo je to pomaga, ne? Marsikakšna mama ne zmore. Babica pa zmore. Babica bo pa vedla od 2 poravnanih čajnih žličk na kilo moke do 2 polnih čajnih žličk na kilo moke, ampak to bo zelo zlan kruh. Ne? Ona bo vedla povedati, takole čajno žličko. Ne vno, navadno čajno žličko. Veste, kakšna je navadna čajna? Ne te sodobne. Sodobne je. In neč gor, ne? Pokaži, vej, da tole žlico vzameš, to ta staro, ki je malo drugačne barve, tolikle, ne? Ja? Se spomnite, da starih včasih so bile dozirne doze, je bilo tako narejeno, da si z dozo odrezal, da je bilo ravno prav, da ni bilo preveč. In so bile gore na posebna vratca, ki so služila temu namenu. Ja, bilo je pripravljeno za učice. A če že naprej. Ja, enkrat pridejo otroci in se sami spomnijo in Bog ve, kaj je. Škatla je mogoče kupljena. Notr sta pa morda 2 kamna pobarvana z rdečo in gor piše, rad te imam Eva, rad te imam Jan. Ja? In sem pripričan, da slejko prej bo škatlo babica vrgla stran. Kamnov? Kamnov pa ne. A ne? To je tista ta prava vrednota, tisto, kar spominja. Škatlo konc koncev z novo penzijo se lahko kupi še enkrat večjo. Komod kljub temu, da je tako šlo penzijeno, še enkrat večjo škatlo. Od otroka dobiš še enkrat s takim pristnim, še enkrat tako darilo. To so zdravila, to je tisto buška, konkor za srce, pa mimo glede, nismo govorili o zdravljenju, nečkim že naravnih stvareh, ampak tistih prastarih metodah, ki smo neč povedali, protibolečinska terapija. Stara mama zna zelo dobro, če vnuka boli prst. Aspirin je vedno pri roki, inelek ima paurin, vnuka vzame v naročju, otrok se umiri in je čisto drugače. Močni so, zelo močni stvari. Pa kar pozabljamo na njih. Morda se boste spomnili, da so to taj vaši starši počeli. Vse se boste, ko boste v vlogi dedkovih babic. Biti dedek, biti babica je nagrada za tisto potrpljenje, ki ste ga vložili v svoje otroke.
hkrati je to tudi popravni izpit. Če še malo. Eno je, če te vrstniki mečejo, drugo je, če te dela zabriše takole, če stoga ni. Kar naprej. Ja? Ko se vloge zamenjajo, za otroka nepojmljivo, pravzaprav za oba, kaj se je dogajalo, kako se je dogajalo. In babico skrbi mogoče, kako bo s križem in kako bo ostajala. Tako že mali poskrbel za vse. Tule dve slike dodala, sem se kaj spomnila v tej sliki, ko smo bili na morju in sem bila moja otroka stara 4-5 let, sem si izmislila, da bodo šla na vrtiljak, tisto vete, ko so rakete, ko se pol dvignejo v zrak. Da greta v rakete in ta mali sedel po vica. In moja mama je ima kar vredno težo in se je odločila, da se bom sedla z njim, da ne bo videka strah. In ko jaz pridem do tja, vidim, da ena raketa, da vse se dvigne. Se ni dvignila. Se vema, ni znala, in tako je že tista, ona dva sta posljedna, da sem stali skupaj. Ampak ona je za svojega vnuka naredila vse. Na raketo se je sedla čeprav in ko mi prišla ta dvor. Daj se smejimo takim stvarema, ne? Katera mama to naredi? Ja, kar naprej. Se mi omenila, ne? Ko enkrat zbereš tisto, kar si imamo otrok veselje in predstaviš na njih drug način, stvari dobijo novo, bistveno drugačno vrednost. Kdo ne bi želel imeti 3, 6, 8 sličic s takimi panki, vsaka je malo drugačna, po svoje so si vse podobne, a vsaka ima nek drug izraz na obrazu in če to ta mala res sama narisala, to je njena prva stalna razstava. Bo umetnica taka, da ji ni para in bo samozavestno stopila s svojimi, ona bo svoje naslikala. Njeno drevo ne bo imelo samo rjavega debla in zelenih listov, bo mogoče imelo črno deblo in vijolične liste, taka drevesa so tudi. Zna biti, da učiteljica likovnega pouka tega ne ve, ne? Ampak ona bo trmasto ustrajala in bo riskirala tudi cvet, njeno drevo ima vijoličaste liste, pika. Ne? Ja. Bomo rekli, da je trmasta, ampak te imajo neko bodočnost, veste. Ja, kjer naprej. Pomoč pri različnih stvarih, če se kakšne težave pojavijo, če treba kaj spodbujati, bodi si v organizirani obliki kot spremljevalci, ne? Ena taka luštna reč, ki ni treba skrbiti, kaj bomo pa delali, a bomo prav delali, kar naprej. Evo, najboljša igrača je seveda dela sam, ne? Da se nabašiš nekam noter, se dobro počutiš, to je varno, tukaj lahko govoriš, klepetaš, stečeš 10 metrov stran, preletiš nazaj, mokr ali umazan, ne bo nobenih pritožb in izmerjanja in joj, kako si brzo in ne vem, kaj še kar znamo starši. Ne? Ja, kaj naprej. Pravo orodje, nekaj, kar je že dedek naredil in tam berimo je žebu in kladjo, kaj vse bo probal s tem narediti. To je neomejeno možnosti, ki se jih mi ne zavedamo in tudi otrok se jih ne zaveda, dokler ne poskusi. Pa kaj, če se bo kresnil po prstu? Zdaj imam, babica, dedek. Ja, naprej. Kuhinja, o tem smo že govorili, že večkrat danes. Aha, nož. Aha, ne? Ja, čas bo, treba je pravo delo, pravi nož, banane narezati, z tega bo ono, banana split, ali bodo bo pa neko bananini napitek, mlečni in taki in drugačen. Seveda ga bo popila punca, drugače se pa morda ne pritakne mleka. Pol ga pa bo, ker njeno delo vloženo. Še mečkeno. Za fante, vidite ta izraz na obrazu, popolna osredotočenost. Temu se reče vaje iz koncentracije. In še čisto prav drži, a vidite, kako si pomaga s palci, da gre nož takole od sebe stran in tako se reže. Ja, naprej. Poleg nogometa, poleg tekme, tudi druge vrste igranja, lejte čevlje,
ima dres, moda, navdušen, žogo uporabi na 1000 načinov. Kako pomembno se je žoga, ne samo nogomet igrati, ne košarko samo igrati, ne rokomet samo igrati, žoga. Zato že na začetku, da se otroci ne bojijo žoge. Ker potem, ko je organizirano, izpadajo takoj, v prvem razredu so tako izločeni, če se ne znajo žogati, ko imajo že med dvema ognjema igrajo. In če je vedno prvi izločen, noben ga ne mara v ekipi, če nič ne zadane, noben ga ne mara v ekipi, na koncu vedno je zadnji medvedek, ki je izbran, to ni prijetno. In vedno gre prvi ven iz igre, vsi njega ciljajo, ker vedo, da se slabo umika. In potem mu je dolgčas in on postavi program B, iz tega, da je izločen, počasi postane problematičen. In ga ne vključujo tudi v druge igre, ne. Da ne vzamejo tudi tam, kjer treba škarjame rezati, čeprav je mogoče v škarjah pa dober, ampak on ni dober v žogi, dajmo ga stran, on ni tak, ni v redu. Otroci so kruta bitja, zelo konkretno, zelo ne bi na to kar naprej, prosim. Ta je na tak, to, če dobro gleda sladkorno, dobiš tako, da je naprej. To je ta zadnja slica. Kaj je res pomembno? Čas si vzeti in čas si vzeti danes in jutri, ko bo jutri postal danes, si ga je treba spet danes vzeti. Ne računati, da ga boste konec tedna v soboto in nedeljo vzeli in drug teden in ko bodo počitnice in pobirajo. Pobirajo tisto, kar pač je, spodoma skozi življenje. Vse poberajo, vse opazijo, vse vidijo. In če ni temu običajnemu, ker je pravzaprav z te norišnice to precej malo vredno, če ni dodane na tisto, kar lahko dodamo, ali starši, ali stari starši, otrok pobere sicer veliko, malo vrednih stvari skozi svoj razvoj do najstništva in še kasneje. Ali v enem drugem primeru ima možnost in odbira in pobere stvari, ki so veliko vredne. On ne ve, katere so vredne. Včasih imamo še ni težavo vedeti, kaj je vredno in kaj ni vredno. Koliko je vredno 10 minut z otrokom nekaj početi. In če samo gleda, kaj se jim prinese polžka. Polžka prinese, lej polža, ne, in ga postavite in ga gledate, pa mu ga naučite tista polž pokašeroge in podobne stvari, razne od ištevanj, pesmic, ne vem kaj še, če je mečkim. Do tega, če je večji, da, če se še spomnite, da polž je dvospolnik, ne, če ne najde drugega polža, ima sam jajčeca in jih samo oplodira, ne. Ne rabi še enega zraven, če je taka situacija. Pa, to so pa čisto drugačni, ne. In se začne sprašati, kako je pa to. In se boste malo prišli do spolne vzgoje, do ta pravi vprašanj, ki bodo postavljali. To smo pa že imeli. To smo pa že malo, če ste pozabili, prvo navodilo, ki je bilo najenostavnejšo, odgovarjaj točno tisto, kar te je otrok vprašal. Pa ga ne moš pokvariti, pa mu ne moš povedati preveč. Točno tisto, kar je vprašal, tisto poveš in bo še spraševal. Za zaključek se vprašamo, a je vredno. A je vredno. Pa te stvari počnemo potem z otroci, ki so čisto majhni, pa jih počnemo, ko so večji, pa ima naš otrok lahko tudi kakšno težavo. Tole je krasen primer, ki se sicer tiče Simoninega službenega dela, ampak bom jaz kar vtihnem pa ti povem. Ja, sem bila malo dileme, a naj vam ta posnetek dan zavrtim, ker je tema